Zdravo poslušalke in poslušalci, bralke in bralci Večera. Veseli smo, da ste v naši družbi. To je Večer zjutraj, prvi dnevni informativni podcast v Sloveniji, v katerem vam predstavljamo Večerove udarne novice dneva. Danes je torek, 15. julij 2025, moje ime je Miha Dajčman. V nadaljevanju. Uvodoma o kazni za 80-letnico, ki je igrala klavir. Njena zgodba je prebudila Maribor. Kakšni so odzivi javnosti, kaj pravi zakonodaja? Matura 2025, 91,8% uspešnih, 315 zlatih in 23 diamantnih maturantov. Dopustujete na Hrvaškem ali se tja odpravljate? Na Hrvaškem ne bodo več omejevali cen pogonskih goriv. Naročite se na podcast, da boste obveščeni ob izdaji naslednje epizode. Vse skozi smo z vami na vecer.com. Pretekli teden je odmevala zgodba 80-letne Mariborčanke, upokojene profesorice glasbe, ki je bila sredi dneva oglobljena zaradi igranja klavirja v svojem stanovanju. Na zgodbo, ki jo je zapisala Barbara Bradač, ste se množično odzvali tudi bralke in bralci Večera. Na naših tiskanih in spletnih straneh smo objavili nekaj odzivov. Zgodbo, v kateri ima 80-letnica močno podporo javnosti, pa spremljamo še naprej. Med drugim danes objavljamo tudi posnetek, kako upokojenka igra klavir svojim vnukom. Posnetek si lahko ogledate na naši spletni strani ter na družbenih omrežjih Večera. V svoji družbi zdaj pozdravljam avtorico zgodbe Barbaro Bradač. Zdravo, Barbara. Pozdravljeni. Kako si ti kaj z igranjem klavirja? Joj, ne bi preveč, ne bi sploh. Barbara, kako se je javnost odzvala na objavo Večera? Pravzaprav so bili zgroženi, nekako navajeni, da je mir in da se pričakuje mir med 22. in 6. uro. To, da lahko sredi dneva motiš mir ali pa počitek, pravzaprav nihče ni pomislil. Pravzaprav niti jaz, ko sem prvič slišala za to zgodbo, sem bila zelo skeptična do informacije, pa sem stopila do gospe, pokazala mi je dokumente, njeno zahtevo za sodno varstvo, seveda preverila pri policiji, ki je pa na to vse skupaj resno potrdila. In javnost se je odzvala tudi številnimi sporočili, podpore, ne samo civilna družba, tudi pravne osebe so se oglasile. Ja, javnost je bila ogorčena, prvič sploh, da so posredovali sredi dneva zaradi igranja klavirja 3 policisti. To je bila prva stvar, na katero so reagirali 3 v kadrovski stiski v policijskih vrstah sredi dneva. Druga stvar je bila pa seveda to sredi dneva motnja igranja klavirja. Odzvali so se iz različnih vrst, različnih institucij in so recimo iz Doma Danice Vogrinec Maribor je prišel eden najmočnejših odzivov. Zaposleni in stanovalci so gospo povabili, naj pride igrati klavir k njim, naj prideta skupaj z vnukom, da imajo klavir, ki je uglašen in da sta zelo dobrodošla. Odzval se je tudi Mladen Delin, umetniški vodja festivala Arsana, in je gospo povabil na Ptuj, da lahko tam igra. Marko Soršak Soki, bobnar in pobubnik projekta 20 za 20, je bil kar hudomušen in je rekel, kaj če bi gospe ponudil nekaj učnih ur bobnarja, ker je klavir očitno prehard zadeva. Predvsem pa se je odzval tudi Franci Pivec, filozof, kulturnik in prejemnik najvišjega priznanja JSKD. On se je odzval prvi in opozoril na nelogičnost v zakonodajnem sistemu. Hkrati pa je seveda tudi povedal, da je Maribor kulturno mesto, ki ga ustvarjamo vsi, tako umetniki, ustanove, pa tudi to, da sosedje razumejo pomen vadbe, potrpežljivosti in glasbe kot soustvarjalke nekega okolja, umetniškega okolja. Ja, Franci Pivec, filozof in kulturnik, čigar odziv smo prav tako objavili, opozarja na nelogičnost zakonodajnega sistema. Barbara, preverjala si tudi to, je sprememba zakonodaje glede tega sploh mogoča? Zakonodajna sprememba je vedno mogoča, samo dovolj jezni pa razburjeni pa zagnani in vztrajni morajo biti ljudje, ki si to spremembo želijo. Odzvala se je Zdenka Križanič, humanitarka in prejemnica Zlatega grba mesta Maribor, ter Mitja Špes, organizator mnogih največjih kulturnih dogodkov
dogodkov v mestu, povezala sta se in že snujeta, kako zasnovati civilno pobudo, ki bi zahtevala spremembo zakonodaje. Namreč gospa, igralka, nekdanja koncertna pianistka je ganjena in hvaležna odzivu ljudi, podpori, pa kolikor je vseh teh podpor in priložnosti ter možnosti za ponujene prostore, jim je hvaležna, pa vendarle to ni rešitev, kajti še vedno bi bila v strahu vsakič, ko bi sedla za klavir in nanj zaigrala v lastnem domu sredi dneva. Poznamo še kak tak primer, ko je koga zmotilo igranje inštrumenta, pa zdaj ne govorimo res o tem, kar recimo Soki ponuja o hard zadevah, ampak ja, neko normalno igranje inštrumenta. Pravzaprav so se mi oglasili številni ljudje, ki so z glasbo tako ali drugače povezani in hvaležni, da smo opozorili na ta problem. Jaz o tem problemu nisem bila seznanjena, glede na odziv javnosti, verjetno večina tudi ne. Družina Krečič se je odzvala, ta znana glasbena družina je živela tukaj v neposredni bližini, tudi konzervatorija za glasbo in balet Maribor. Kadarkoli je igrala njihova najstarejša hčerka, ki je se učila še klavirja oziroma igranja na klavir, so imeli obiske policistov, tako da so pravzaprav odhajali od doma po njeni vadbi, da ne bi se imeli spet opravka s temi možmi v modrem. Namreč nekemu sosedu je šlo to igranje precej na živce. Nato so se pa odselili iz stanovanja v stanovanjskem bloku v hišo. Določene težave imajo tudi v konzervatoriju za glasbo in balet v Mariboru. Tam ravnateljica pravi, da se zavedajo, da je lahko igranje instrumentov nadležno, glasno, morda tudi za koga neprijetno, delajo vse, da bi ta hrup zmanjšali od tega, da vgrajujejo steklo v oknih, ki pač manj prepušča glasnost in še nekatere druge tudi ukrepe napoveduje. Jaz se spomnim, ko sem hodil v glasbeno šolo, da je ene bližnje sosede motil naš solfeggio, med katerim smo peli, pa verjetno vzamem kar krivdo na sebe, ker priznam, nisem najboljši pevec. Barbara, hvala, da tako podrobno spremljaš to zgodbo, hvala, da si jo delila z nami tudi v podcastu. Vse dobro želim. Hvala enako. Letošnjo splošno maturo je uspešno opravilo 91,8% dijakov, med njimi je 315 zlatih maturantov in 23 diamantnih maturantov. Rezultati ostajajo v okvirih 5-letnega povprečja, a izzivi sodobnega časa, kot je uporaba umetne inteligence pri šolskem delu, že vplivajo na izobraževalni sistem. Čustva in olajšanje so včeraj preplavila dan objave rezultatov. Dijaki so se razveselili uspeha, mnogi že razmišljajo o študiju, pisih in počitnicah. Med šolami stopajo druga gimnazija Maribor s 15 zlatimi maturanti in izjemnim doseženim povprečjem, prva gimnazija s 3 zlatimi in tretja gimnazija z enim. Ravnatelji izpostavljajo predlog za opravljanje mature na 2 ravneh zahtevnosti pri vseh predmetih, ne le obveznih, in možnosti, da bi se vsi interni deli mature opravili že v času pouka. Predlagajo tudi potrebne spremembe, tudi pri maturi, saj bo v prihodnosti poudarek bolj na vseživljenjskem znanju in odgovornem upravljanju s podatki. V Koroški regiji se posebej veselijo na gimnaziji Ravne, kjer so imeli 7 zlatih, med njimi 2 diamantna maturanta. V Slovenj Gradcu izpostavljajo pomen posameznih zgodb, ne le številk, uspeh merijo tudi v tem, ali dijaki pridejo na želene fakultete. V žarišču na mariborskih in lokalnih straneh danes torej podrobno o maturi 2025. Hrvaška vlada ne bo več omejevala cen pogonskih goriv, so včeraj sporočili z Ministrstva za gospodarstvo. Vlada v Zagrebu je cene goriv omejevala 3 leta, a je zdaj ocenila, da se je svetovni trg nafte stabiliziral. Energetska podjetja so odločitev, ki je močno presenetila hrvaško javnost, pozdravila, je poročala Slovenska tiskovna agencija. Vlada v Zagrebu je torej sprejela odločitev, da opusti uredbo o določitvi najvišjih maloprodajnih cen naftnih derivatov. To pomeni, da bodo podjetja, ki delujejo predvsem na področju energetike in naftnih derivatov, cene na trgu lahko oblikovale prosto.
Kot že rečeno, je najvišje maloprodajne cene naftnih derivatov vlada v Zagrebu določala zadnja 3 leta. S tem so po navedbah Ministrstva za gospodarstvo v času nestabilnosti na svetovnih trgih želeli zaščititi življenjski standard državljanov in zagotoviti stabilnost gospodarstva. Ukrepe pa so prilagajali glede na gibanja na svetovnem trgu nafte. Svetovni in regionalni trg nafte in naftnih derivatov se je zdaj po oceni ministrstva stabiliziral. Cene so bolj predvidljive, oskrba pa zanesljivejša. Podrobnosti najdete na večer.com. To je bil Večerov dnevni podcast Večer je zjutraj 15. julija 2025. Hvala, ker ste bili v naši družbi. V naslednjih dneh bomo format podcasta Večer je zjutraj nekoliko spremenili. Z vami sem bil danes Miha Dajčman. Kakovostno novinarstvo lahko podprete, da se naročite na tiskani in spletni Večer, postanete naš sledilec in bralec na družbenih omrežjih, naročnik naših podcastov in newsletterjev. Tako boste podprli novinarstvo, ki prinaša avtentične vsebine, ki jih pripravljajo naši novinarji in jih drugje ne boste našli. Želimo, da razumete, kako se vrti svet. Želimo vam odstreti vpogled v čas in prostor, v katerem živimo. Veseli bomo vaših komentarjev, pobud in kritik na različnih kanalih. Se beremo in slišimo.